V torek 7. februarja popoldne sta na celinskem zasedanju Sinode za Evropo, ki poteka v Pragi na Češkem, v imenu slovenske delegacije, celjski škof in odgovoren za sinodo pri slovenski škofovski konferenci, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž in sestra Anja Kastelic predstavila prispevek delegacijo slovenske škofovske konference. Uvod in prvi del je predstavil monsignor dr. Maksimilijan Matjaž. Dokument za celinsko fazo sinode je za mnoge navdihujoč in izraz vesoljnosti cerkve. V njem so mnogi prepoznali odločen korak sinodalnemu premiku cerkve. To nas navdaja z upanjem in pogumom. Nekateri so izrazili željo, da bi bil v njem bolj konkretno in jasno izražen velik pomen notranjega duhovnega življenja. Samo, ko imamo osebno izkustvo Boga Očeta, smo lahko med seboj bratje v Kristusu, ki gredo v svet z vsebino evangelija in razodevajo bogatstvo vere, zakramentov in odrešenske izkušnje cerkve včeraj in danes. Zelo smo veseli mnogih vsebinskih poudarkov v dokumentu. Prvi del izpostavljeni poudarki. Prvič, krstno dostojanstvo vseh kristjanov. Mnogim je blizu poziv, da naredimo korak naprej v duhovnem razumevanju in konkretnem izražanju krstnega dostojanstva. Krst je temelj identitete kristjana, saj smo pri krstu vcepljeni v Kristusa, torej postanemo sinovi v Sinu, Bog pa naš Oče. Iz odnosa Bog, človek pridemo v odnos Oče-Sin, kar je radikalna novost, ki so jo prvi kristjani močno pričevali. Živeti dostojanstvo Božjih sinov, ki razodevajo prejeto milost novega življenja, je torej temeljna poklicanost vsakega kristjana. Pri krstu smo vcepljeni v cerkev, skrivnostno Kristusovo telo in s tem neizbežno postanemo občestvo ljubljenih sinov in hčera, torej bratov in sester. Občestvo je tako drugi temelj naše identitete. Nenazadnje preko krsta in Evharistije vse stvarstvo postane vključeno v posvečujočo milost. Materija in človek, voda, olje, kruh, vino, telo dosežeta v zakramentih dopolnitev svoje poklicanosti in s tem postajata nova stvaritev. Drugič, vloga žene v cerkvi. Hvaležni smo za poziv k priznavanju večje vloge žene v cerkvi. Gre za vrsto vprašanj, med katerimi so tudi, prvič, enakovredna prisotnost žensk, laikin in redovnic v različnih območjih cerkve, kjer se razločuje in odloča. Drugič, priznavanje posebne in nenadomestljive vloge žene v formaciji, vključno s formacijo duhovnikov. Tretjič, novo razumevanje laikov oziroma nov odnos med klerom in laiki. Klerikalizem onemogoča pristno sožitje in dopolnjevanje duhovnikov in laikov, saj ustvarja nepotrebne razdalje. Vzrok zanje najdemo na obeh straneh, zato v tem prepoznavamo klic k ponižnemu vračanju k naši pristni identiteti sinovstva, v kateri lahko živimo občestvo kot bratje v Kristusu. Podobna težava je z moralizmom in različnimi ideološkimi izrazi krščanstva. Upanje je cerkev, v kateri bo lahko vsak kristjan in vsaka manjša skupnost celoti prispevala svoj enakovreden delež. Drugi del prispevka, odzivi mladih v Sloveniji, je predstavila sestra Anja Kastelic. Prvič, v dokumentu so mladi skorajda spregledani. Omenjajo, da se v župnijah velikokrat počutijo uporabljene za projekte, malo kdo pa jih spremlja v njihovem osebnem življenju. Odbija jih, ko v ljudeh ni pristne vere, pogrešajo bolj kakovostne pridige in kateheze. Želijo si cerkve duha in ne cerkve, ki ljudi umešča po predalčki, v katere hitro ne spadaš. Želijo si, da bi kristjani manj govorili in več ljubili ter evangelij živeli v konkretnosti. Drugič, mladi si želijo cerkve, ki je blizu ljudem, tudi vsem obrobnim, odprta tudi za problematiko ponovno civilno poročenih, LGBTQ+, in tako naprej. Želijo pa tudi, da cerkev jasno pove, da ni vse sprejemljivo. Zato naj cerkev posluša, pa tudi z veliko ljubeznijo pove vso resnico. Omogoča naj očiščen pogled na svetost telesa, zlasti ženskega telesa, in s tem pomaga rešiti marsikateri problem v cerkvi. Naj ne išče demokratičnih odgovorov, ampak ponižno posreduje vsebino evangelija, ki razodeva neskončno ljubezen Očeta, ki pošilja Sina za vse in deluje danes z veliko močjo Svetega Duha. Tretjič, iz pastorale projektov naj cerkev preide v pastoralo odnosov.
Mladi poudarjajo namreč silen klic in prioritetno delo za cerkev občestva, v kateri lahko ljudje prejmejo duhovno izkustvo odrešenika. Samo od Kristusa nagovorjeni ljudje lahko privlačijo. Absolutno je potrebno reči ne vsakršni obliki moralizma in prisile, tudi pri birmanski pastorali, ki mnoge odvrne daleč stran. Mladi kličejo po resni duhovni in teološki formaciji odraslih, ki naj vero in ne religije posredujejo svojim življenjem. Sinodalnost naj postane način življenja, druženja in razločevanja v cerkvi. Cerkev naj da vselej prednost življenju in ne strukturi ali formi, ki življenje ubija. Četrtič, mladi želijo, da bi bili duhovniki ponižni, kajti vzvišena drža in poskusi, da bi bili gospodje in glavne zvezde, ki služijo sebi, zelo odbija. Mladi opažajo, da so duhovniki večinoma premalo formirani za delo z ljudmi, pa tudi velikokrat osamljeni in brez pravih sogovornikov. Mladi si nadalje želijo, da bi kleriki in laiki znali priti skupaj kot bratje in se pogovarjati. Enako si želijo od škofov. Petič, mladi želijo, da se cerkev prednostno vpraša, kako živeti večje občestvo med nami, kako se osvoboditi struktur, ki ne delujejo, in kako ljudem omogočiti pristno duhovno izkušnjo Boga Očeta, ki ljubi in se nam daje, da bi tudi mi kot bratje postali sol in luč v tem svetu. To je bil prispevek slovenskih delegatov na celinskem zasedanju sinode v Pragi, monsinjorja dr. Petra Štumfa, monsinjorja dr. Maksimilijana Matjaža, sestre Anje Kastelic in profesorja dr. Igorja Bahovca.